Torej, Ana Cvitalites je predavateljica francoskega jezika, modernega francoskega jezika na naši fakulteti na oddelku za romanistiko. Pedagoško pokriva predmete na področju francoske slovnice, francoske jezikovne rabe, sociolingvistika, stilistika, leksikologija. Deluje pa, kot bomo danes, mislim, imeli priložnost spoznati, tudi kot raziskovalka, tako na Filozofski fakulteti, kot na Inštitutu Jožef Stefan. V svojih raziskavah analizira politični diskurs, preučuje jezik družbenih omrežij, se ukvarja z ugotavljanjem avtorstva besedil in raziskovalno dejavnost, spet to bomo danes spoznali, povezuje s prakso, je sodna izvedenka na področju forenzične analize besedil, ki v sodnih procesih, namreč analiza odkriva ponarejena besedila in razkriva neznane avtorje spornih besedil. In prav o tem, če se ne motim, o analizi besedil v forenzičnih preiskavah nam bo danes predavala docent dr. Ana Cvitalites. Zelo obžalujem, da moram zdaj drugam in si bom z velikim veseljem ogledala posnetek. Izvolja. Hvala lepa. Hvala lepa, predstavljenici. Gospod dekani. Lepo pozdravljeni, lepo vas je videti, hvala, da ste prišli. Predavanje bo potekalo v hibridni obliki, se pravi, nekaj vas je tukaj danes v predavalici, nekaj nas spremlja nadaljavo. Jaz upam, da bo tehnično vse v redu potekalo. Če karkoli tisti, ki nas spremljate nadaljavo, če česarkoli ne slišite, se oglasite po četu oziroma v kakšni drugi obliki, pa bomo poskušali zadevo rešiti. Torej, vidim, da imate že tiste detektivske kape na glavah, se bomo podali zdaj na to pot. Danes torej govorili bomo o forenzični analizi besedil v okviru sodnih procesov. To je res eno tako aktualno področje, glede na to, da kar pogosto poslušamo o raznih aferah povezanih s plagiatorstvom, z nekimi problematičnimi besedili, anonimnimi grožnjami, pri katerih je treba marsikaj narediti za to, da jim pridemo do dna. In smo danes pogledali, kaj lahko naredimo, pa tudi česa ne znamo. Super. Tole je struktura tega današnjega predavanja, zato da boste približno ves čas vedeli, kje se nahajamo, pa koliko je še ostalo do konca. Torej, za začetek bomo samo na kratko predstavili to področje analize besedil. Zato, da si boste predstavljali, s kakšnimi tipi besedil imamo opravka ponavadi. Potem bomo kar en velik del predavanja posvetili samim metodam analize, zato ker bi rada izpostavila, da pravzaprav tukaj ne obstaja ena sama magična metoda, ki nam da odgovore na vsa vprašanja, ampak je pravzaprav vsak primer zgodba zase, ki zahteva neko posebno zasnovo raziskave in izbor optimalne metode, ki ga imamo na voljo. Potem v tistem zadnjem delu osrednjega dela bom pokazala, kako poteka delo v praksi, kaj lahko naredimo, če se tudi včasih ne moremo. In na koncu se bomo mogoče skupaj še vprašali par stvari, torej bomo odprli to področje naprej, zato ker to področje tudi samo predstavlja en tak velik potencial tudi za nadaljne analize, po drugi strani pa tudi pušča neka odprta vprašanja, ki pa bodo morda rešljiva čez nekaj let. Torej, čisto na kratko, lahko izberemo eno tako čisto enostavno definicijo, kaj sploh je forenzična analiza besedil. V bistvu to je analiza besedil, ki pa jo izvajamo v okviru sodnih preiskav. Verjetno si lahko že predstavljate, ste si ustvarili neko predstavo, da imamo lahko mogoče opravka naprimer z oporokami. Te oporoke so lahko sporne narave, vprašanje, ali je res napisal tisti, ki je spodaj podpisan ali ne, ali pa ste mogoče si zamislili kakšno anonimno izilno pismo. Pri takih besedilih tudi lahko ugotavljamo, kdo je potencialni avtor tega besedila. Ampak jaz bi pa rada dodala tukaj še nekaj. In sicer, da pravzaprav vsako besedilo lahko postane predmet forenzične preiskave.
če pogledate en navaden parkirni listek, to seveda ni neko samo na sebi problematično besedilo, ampak v določenih okoliščinah, v določenih kontekstih, kjer bi bilo potencialno lahko problematično, ali je ta listek, ali je to besedilce na parkirnem listku avtentično ali ne, pa lahko postane tudi tako besedilo, torej predmet forenzične preiskave. Eno tako simpatično sporočilo, 4-letnika, sem na pomolu. Seveda samo na sebi ni problematično sporno, ampak si lahko zamislite, da bi lahko postalo predmet sodne forenzične preiskave, če bi se zgodba nadaljevala v kakšno nepredvidljivo smer in bi bilo treba ugotavljati, kdo je dejanski avtor tega besedila, ali je po svoji, po lastni volji napisal to besedilo, ali pod vplivom koga drugega in tako naprej. No, meni so pa mogoče še posebej ljuba taka najbolj dolgočasna besedila, v bistvu tista, pravzaprav, in to bo tudi nekako poanta tega predavanja, prav tista, za katera imamo občutek, da tukaj pa vendar ni nič osebnega, ne vem, kako se dobro vidi, to je nek dopis, spoštovani, kot je bilo dogovorjeno, vam pošiljam seznam prijavljenih članov v letu 2021, v predlogi je razvidno točno število članov in njihovi podatki. Tam, kjer imamo pravzaprav občutek, da tukaj pa vendar nismo pustili nekih osebnih sledov. In tudi tukaj bomo videli skozi to predavanje, da se da marsikaj o avtorju kljub vsemu povedati. Bi pa preden se lotimo metod analize rada razjasnila še eno zadevo, zelo pomembno, zato da ne bi prišlo naprej do kakšnih nesporazumov. Torej, ko govorimo o forenzični analizi besedil, se v resnici z besedili ukvarjata v okviru sodnih preiskav dve področji. Moje področje je to ta drugo, se pravi, ki se mu reče forenzična analiza pisnih besedil, nekako še bolj tisto primarno, ki je tudi pred tem našim področjem nastalo, je pa torej področje, ki se mu reče preiskave rokopisov in podpisov, in ki se v resnici ukvarja s temi materialnimi dokazi. To, kar ste si mogoče lahko predstavljali, ko ste najprej gledali tistega, ste si dali kampo na glavo, vzeli tisto povečevalno steklo. S tem se pravzaprav tisto primarno področje ukvarja. Torej, preiskave rokopisov in podpisov se ukvarjajo z analizo papirja, pisav, podpisov, žigov in tako naprej. In to ni tisto, s čimer se ukvarjam jaz. Torej, moje področje je forenzična analiza pisnih besedil in pri tem iščemo neke jezikovne dokaze. Jezikovne dokaze, tam, kjer pravzaprav nimamo nobenih materialnih dokazov, konec koncev si lahko predstavljate in veste, da večina naše sploh pisne komunikacije danes poteka v elektronski obliki, se pravi, ni tukaj papirja, ki bi ga preučevali, podpisov, žigov ali česa takega, se pravi, da se ukvarjam torej s tistimi specifikami, jezikovnimi specifikami besedil, ki kaj povejo o avtorju. Tako. Zdaj pa mislim, da se že lahko posvetimo, torej zdaj smo nekako uvedli to področje forenzične analize pisnih besedil in se že lahko posvetimo ključnim področjem ciljem te forenzične analize. In sicer sem nekako jih nabrala v 3 sklope, torej kdaj, pri kakšnih primerih lahko uporabljamo forenzično analizo besedil. Prvi sklop zajema torej identifikacijo avtorja besedil. Se pravi, ko imamo neko besedilo neznanega izvora, takrat nas seveda zanima, da pa je to besedilo problematično, ali če gre za kakšno grozilno pismo, ali če gre za kakšen dopis spornega avtorstva, takrat nas zanima, kdo je avtor tega besedila. In v tem primeru torej gre za ugotavljanje avtorstva besedila, vkolikor imamo pa preveč možnih potencialnih avtorjev na voljo, v tem primeru pa lahko uporabimo profiliranje avtorjev besedil, se pravi, vsaj na grobo določimo nek njegov profil, a gre za moškega ali žensko, mlajšo, starejšo osebo, morda včasih stopnjo izobrazbe, regionalno pripadnost in tako naprej. Bom povedala bom pokazala en tak zanimiv primer, mogoče ga poznate, to bo en tak res razvpit primer iz 90-ih let iz Francije, Omar Mathieu, ki je pravzaprav postavil v Evropi na zemljevid to področje forenzičnega jezikoslovja, zakaj je šlo, kaj je pravzaprav ta slika teh vrat, pa nekaj ima Čečkanov gor. Šlo je za en umor, brutalen umor, ena gospa, bogata ledinja je bila umorjena, so jo našli umorjeno v njeni kleti
in na vratih, to je pač slika zločina, na vratih te kleti je z njeno krvjo pisalo Omar m'a tué. Omar m'a tué se pravi Omar me je ubil, Omar je bil njen vrtnar, se pravi v trenutku naj bi bilo jasno, za koga je šlo, se pravi, da je ona to napisala, v trenutku so ga prijeli, ampak tukaj vidim, da je kar nekaj francistov, se že kakljade. Torej, ja, je pisalo, Omar me je ubil, ampak na tak način, tale tué, čeprav se mogoče malo slabo vidi, je nedoločnik. In bi pa tukaj potrebovali participe passé, pa navadna, tistega z dvema ejema, zato ker imamo tukaj, bi rabili l'accord de participe passé, ker je torej predmet, koga je ubil ženskega spola. Tako da vidite, da je v bistvu l'accord de participe passé tisti, ki odloča o življenju in smrti. Kaj kot pravzaprav s tem nadlegujemo pri slovničnih predmetih. Torej, ja, je pisalo, Omar me je ubil, tudi tukaj piše, Omar me je ubil, ampak jasno, da je nekaj utripa neka luča. In potem se je proces vlekel naprej in obramba tega gospoda Omarja je bolj ali manj uspešno dokazala, kaj? Se ti ne moš kar reči, ja, sej, to je pa problematično, zato ni bil Omar. Kaj so oni dokazovali? Oni so torej vzeli besedila, ki jih pa ta gospa potrjeno je tvorila za časa svojega življenja in so dokazali, da ona te napake, ki je sicer tipična za materne govorce francoščine, zato ker izgovori se tale tué nedoločnik enako kot participe passé, se pravi, da ona te napake ne bi naredila. In to je bil tisti ključni dokaz, ki je prevesil proces na stran prid tega gospoda Omarja Radada in potem tudi kasneje, nekaj let zatem, so tudi z DNK analizo dokazali, da to ni bil on. Ampak takrat se mi zdi, da se je res toliko govorilo o tej forenzični analizi besedil. Poglejte, kaj vse je mogoče pravzaprav razkrinkati na podlagi enega takega samega besedila. Tako da to je bil en tak primer. Ampak na poti, torej na tem predavanju, bomo še kar nekaj takih primerov omenili, ravno zato, da si bomo ves čas pravzaprav poskušali ustvarjati čim bolj kompletno sliko o tem, s kakšnimi primeri pravzaprav sploh pridemo v stik, pa kakšne metode lahko uporabimo. Kaj je uporabno, pa kaj tudi včasih ni uporabno. Potem tole drugo področje je detekcija plagiatov. O tem ves čas poslušate, vidite, kako odstopajo razni politiki, zaradi plagiatorstva in tukaj imamo tudi kar nekaj dela, imamo pa to srečo v Sloveniji, da imamo tudi en odličen program, ki so ga pa naši kolegi iz Mariborske univerze razvili, reče se mu detektor podobnih vsebin in je res dobro prilagojen za slovenščino, se pravi, res lahko učinkovito gledamo, torej ali je kakšno besedilo na sporen način nastalo na podlagi kakšnega drugega besedila. Potem torej ta zadnji sklop, ki sem ga nekako imenovala interpretacija pomenskih razsežnosti besedila, to bi pa pustila čisto za konec. Zato, ker vam bom pokazala malo več mogoče na koncu kvalitativnih analiz, kvalitativnih študij, ki odpirajo še razmislek v bistvu naprej, kaj vse pravzaprav jezikoslovna analiza lahko še mogoče doprinese v stiku z drugimi strokovnimi področji, tako da bom mogoče ta del čisto na koncu omenila. Tako da to so tista glavna področja analiza oziroma glavni cilji, ki jih imamo pri raziskavah. In zdaj že prehajamo na ta del, ki sem rekla, ta del bo kar močno zastopan, se pravi metode analize, ravno zato, ker nimamo samo ene metode, ampak moramo za vsak primer zasnovati svojo raziskavo. In tukaj izhajamo mogoče res iz dveh precej osnovnih izhodišč, ki se bosta pa ravno povlekli skozi vse primere, ki jih bomo še omenjali. In sicer prvo je, in v zvezi s tema dvema izhodiščema imamo raziskovalci z tega področja kar nekako vzpostavljen konsens. To se je izkazalo, da enostavno drži. Prvo izhodišče je, da vsako jezikovno sporočilo vsebuje sledi avtorja. Že prej, ko sem vam rekla, tudi tisti formalni dolgočasen dopis, ki je na prvi pogled v bistvu popolnoma obupan kakršnekoli avtorske sledi, seveda vsebuje neke sledi avtorja. In pa drugo tako izhodišče je,
da so te jezikovne sledi, ki jih torej puščamo v besedilih, precej konsistentne. Ta je zelo zanimiva in jo bomo tudi potem še opazovali skozi različne primere. Ampak, da si bomo lažje predstavljali, kaj sploh mislimo s tem. Ja, vedno puščamo sledi, pa pri tem smo konsistentni. Dajmo pogledati en tak primer. Precej banalen je. Tukaj imamo sliko enega pogrinjka prazničnega, ki nas doma že ne jemo vsak dan na ta način, torej nek prazničen pogrinjek. In če bi tukaj se vprašali, eno tako banalno vprašanje, če bi vas jaz vprašala, kje so jedilne vilice, da vam takoj povem, kaj imam v mislih, da ne bo kakšne zmede, o teh vilicah govorim, recimo, da bi bili na telefonu in da bi mi dajali navodila, kako naj torej jaz ta božični pogrinjek zložim, in jaz bi imela v rokah te jedilne vilice in bi rekla, ampak kam naj jih dam? Jaz ne vem, kam naj jih dam. Si lahko predstavljate, da bi mi dali neko navodilo. Kam naj položim te vilice? Recimo, da jih želimo položiti sem. Imate najbolj zdaj že v glavi, kje se trenutno nahajajo. Kaj sem naredila jaz? Jaz sem pri svojih najožjih družinskih članih in prijateljih naredila eno kratko poizvedbo in sem jim poslala po telefonu torej sliko tega pogrinjka in jih vprašala, kje so te vilice, kje se nahajajo. Naj mi na najbolj jasen, kratek način povejo, kje se te vilice nahajajo. In sem dobila naslednje odgovore. Da so med krožnikom in solatnimi vilicami. To drži, ne? Da so med glavnim krožnikom in malimi vilicami, da so vmes med vilicami in krožnikom, da so na levi strani krožnika, da so levo od krožnika, da so levo od glavnega krožnika, da so takoj levo od krožnika, ob krožniku levo, na notranji levi strani pogrinjka ob krožniku in desno od malih vilic. To pa res, mislim, 10 ljudi, 10 odgovorov. Za v bistvu precej banalno vprašanje. In kaj vam to pove? V bistvu, a vidite, meni se zdi čisto vsak od teh odgovorov možen, legitimen, pove, kje se te nesrečne jedilne vilice nahajajo. Pravzaprav so vsi odgovori bolj ali manj nevtralni. Pa vendar se je vsak tukaj podpisal na nek način, vsak je udaril svoj štempelj na koncu. In pa še nekaj je zanimivo, kje pravzaprav, če pogledate, kje je največ podobnosti med temi izjavami, pa kje je največ razlik. V bistvu, če pogledate samo besedišče, ta krožnik, vilice, to se povsod ponavlja. Ni eden rekel talar, drug pa krožnik, v resnici ne gre za to, da bi različno besedišče uporabljali. Torej, kje so razlike? Razlike so v bistvu v predlogih, med krožnikom, levo od krožnika in tako naprej, v veznikih, v sklonih, se pravi med krožnikom, pri krožniku, ob krožniku in tako naprej. Na levi strani krožnika. Tukaj se v resnici delajo razlike. In to je že vstopnica, da v bistvu vstopimo majčkeno globlje v besedilo. Se pravi, v resnici se razlike med avtorji besedil ne tvorijo toliko na tisti čisto najbolj površinski ravni, ampak se v bistvu opazijo, majčkeno bolj v globino, pa na ravni teh majhnih struktur, ki jih pravzaprav skoraj da ne opazimo, ki skoraj da nimajo pomena same na sebi, torej predlogi, vezniki, pa potem v bistvu te oblike samostalnikov, glagolov in tako naprej. In bomo zdaj pogledali, torej zdaj si bomo to zapomnili, kaj smo že tukaj videli, se pravi neko idejo že imamo o tem, na kakšen način se pokažejo torej avtorjeve sledi v besedilu. Zdaj bomo šli pa na eno konkretno grozilno pismo, ki je prosto dostopno na spletu, to ni noben moj primer, si ga bomo prebrali in bomo potem opazovali, kaj se tukaj dogaja, kaj bi lahko recimo na podlagi tega že sklepali. To je bilo neko grozilno pismo dvema poslancema, jaz sem vsem prekrila imeni, ker se mi zdi brez veze s temi imeni opletati, ampak pismo gre takole, torej enega poimenuje pedofil in da druge pa lahko prodali desničarjem, ne podpirajte opozicije, nego vlado, škoda metka za vaju, bom porabil kaj starega in zarjavelega na koncu,
Opozoril sem vas, dajem vam še nekaj časa, da se spametujete, veliko ga ni, narod je v krizi, potem bom prišel do vas in vas pospravil enega po enega ali več naenkrat. Oče mi je razložil, kako so to delali leta 1945 na Pohorju, premalo stoji, a tu smo mi, dolžnostni socializem, kličeta drugo in tretjo generacijo, jaz sem pripravljen in nisem sam, vam pa ura že odštevam. In ste si verjetno že nekako ustvarjali neko idejo, za kakšnega avtorja mogoče tukaj gre, zakaj bi to napisal, koliko je mogoče star, kakšne so kakšna je njegova jezikovna kompetenca mogoče, in jaz zdaj predvidevam, da so tiste prve strukture, ki so vam padle v oči, naslednje. Recimo, se to v redu prikazalo, ja, približno se je. Recimo, da nekdo napiše tako neformalno obliko bom porabil, ali pa da napiše socializem z jo, ali pa recimo, da ne uporablja dosledno vejice tukaj, ne za pristavkom, ta, pedofil, pa še ena vejica, ali pa da napiše z malo, ali pa take arhaične oziroma izraze, kot je nego in tako naprej. Po drugi strani, mislim, to so tisti izrazi, ki nam takoj na prvo žogo padejo v oči. Ampak, če ste postavite zdaj vlogo nekoga, ki piše grozilno pismo, recimo, da bi zdaj vsak od nas eno grozilno pismo nekomu napisal, kaj bi bila prva stvar, na katero bi pomislili? Ja, točno to, kako naj to napišem, da bi me objeli, Mogoče bi ravno to naredili, mogoče, ne vem, če bi jaz pisala grozilno pismo, vsaj z moškim tem deležnikom bi se podpisala, bi rekla, bom nekaj naredil, če ne zdruzga. Prva stvar bi bila to, pa mogoče bi kakšno besedo namenoma narobe napisala, zato da se ne bi videli, da sem bila to jaz. Kakšno vejico tudi lahko spustim, zakaj pa ne, če tako pomislim. Mislim, glede na to, da verjetno bo to besedilo postalo predmet neke preiskave. Tako da mogoče moramo biti do teh prvih znakov mičkati skeptični, malo distancirani, pa reči, počakaj. Kaj smo se mi prej pri pogrinku naučili? Kaj smo že rekli, da v bistvu predstavlja naše sledi v besedilu? V resnici se bolj kot s čim drugim podpišemo z tistimi malimi strukturami, vezniki, predlogi in takimi zadevami. Pa poglejmo, če je tega kaj noter. Tukaj imamo, že neke veznike. Eden je pedofil in drugi je lahko prodanih desničarjem. On uporablja kaj starega in zarjavelega na koncu. Jaz sem pripravljen in nisem sam. Tukaj imamo recimo take predloge, tale in, ki kar se lepo konsistentno ponavlja skozi besedilo, veznike, ki se pojavljajo skozi besedilo. Potem imamo tukaj predloge. Škoda metka za vaju, kaj starega ali zarjavelega na koncu. Narod je v krizi, prišel bom do vas, in tako naprej. To so mogoče une strukture, med vilicami in krožnikom in tako naprej, ki jih v resnici lovimo. Potem bi rada še na nekaj opozorila. Ko smo rekli takoj, bom porabil, mogoče je to nek manj pismen človek. Poglejte, tukaj je, potem bom prišel do vas in vas pospravil. Čisto lepo pretekli deležnik uporablja, z ilo, oče mi je razložil. Se pravi, ne vem, zakaj bi nekdo v prvem odstavku napisal bom porabil, če potem brezhibno uporablja bom porabil. Tako da, zdaj se spomnimo tistega oziroma obeh teh naukov, torej, da vsako jezikovno sporočilo vsebuje sledi avtorja in da so te jezikovne sledi konsistentne. To je v resnici tisto, kar iščemo, ne pa tisto, kar nam na prvo žogo pade v oči, torej tisti socializem, ker to zna spremeniti vsak. A še nekaj bi rada povedala, torej, ko govorimo v resnici o metodah analize. In sicer, da z analizo besedila ali z ugotavljanjem avtorstva besedil se v resnici ukvarja celotno področje, velik del področja, ki se mu reče računalniško jezikoslovje. In tukaj res, to ne morete verjeti, kako napredne metode v resnici danes obstajajo ravno za ugotavljanje avtorstva besedil. Ampak, moram velik ampak tukaj izpostaviti, in to je, da seveda, pri računalniškem jezikoslovju ti
narediš en krasen model, se pravi, najprej zgradiš eno veliko bazo besedil, kamor vključiš besedila, ki imajo zelo jasen izvor, se pravi, za katera zelo dobro veš, kdo so avtorji besedil, in potem zgradiš računalniški model, ki bo na koncu rezultate to, cilj je to pri računalniškem jezikoslovju, ki bo za neko neznano besedilo s čim boljšo natančnostjo, torej ki bo neko neznano besedilo s čim večjo natančnostjo pripisal enemu od znanih avtorjev, katerih besedila poznamo. Ampak, to so velike baze besedil, zelo dobro tudi označene, pri katerih imamo tudi zelo natančno evalvacijo teh modelov, računalniških modelov, ki jih gradimo s pomočjo teh ogromnih besedilnih baz. In te modeli računalniški res dosegajo izjemno natančnost. Kadar me na ta način vprašajo, lahko rečem, te modeli so praktično 100% zanesljivi. Do pred par leti se tukaj uporabljajo predvsem metodo pripornih vektorjev, zdaj zadnje 3-5 let so pa to metode globokega učenja, te nevronske mreže. In tukaj res praktično ni več izziva, ki ga s temi metodami, recimo na področju ugotavljanja avtorstva, ne bi mogli več rešiti. Ampak, kje je težava? Težava je, ko v bistvu pristanemo na realnih tleh, zato ker v kriminalističnih preiskavah pa nimaš teh ogromnih modelov, dobro označenih baz, besedil. Prej smo govorili o tistem primeru Omar Mathieu, ko je bilo treba na podlagi enega samega sporočila skrbjo napisanega na vrata določiti, kdo je zdaj avtor, a je tista gospa, ki je umrla, avtor besedila, ali ni avtor besedila, kako naj tukaj naredimo neko evalvacijo tega modela. Ne moremo. Se pravi, tukaj v resnici, v realnosti, imaš zelo pogosto na voljo zelo kratka besedila, in kar je pa še slabše, da ta kratka besedila, pa malo številna besedila, ponavadi v realnosti lahko primerjaš z zelo majhno količino nekega se pravi primerljivega gradiva. Tukaj je težava. To je tisto, kar zadevo res otežuje. Se pravi, po eni strani imamo izjemne metode, res močne modele, ki zmorejo, ki se ukvarjajo z ugotavljanjem avtorstva besedil, po drugi strani je pa realnost čisto drugačna. Tukaj sem dala še en primer, tak znamenit, iz Velike Britanije, to je bil primer Jenny Nicol, ki je obravnaval, to je bilo pa tam nekje 15-20 let nazaj, ki je obravnaval pa izginotje ene najstnice, 16-letne najstnice, ki je izginila v domu, oziroma mislim, da se je celo poslovila, rekla je, grem kampirati ali nekam grem za vikend s prijateljicami, in je šla v doma. Nikoli več niso videli, ampak tekom tistega vikenda, ko se ona ni vrnila domov, so domov še dobivali njena sporočila. Jaz sem v redu, fotor me bo sicer ubol, ampak sem v redu, fino se malo, nič ne skrbte zame in tako naprej. To je pošiljala prijateljicam, znancem in mislim, da tudi nekim družinskim članom. Po nekaj dneh je pa njena družina sprožila preiskavo in so jo začeli iskati in se je izkazalo, torej njen ni, nikoli več ni bilo domov. In kaj se je takrat zgodilo? Takrat je sodeloval pri tej preiskavi en tak res znamenit jezikoslovec Malcolm Coulter, ki tudi velja za enega od utemeljiteljev celotnega tega področja forenzičnega jezikoslovja. In on je reševal ta primer. In kaj pa on naredil? To je tista realnost, se pravi, ni imel na voljo teh močnih baz podatkov, s katerimi bi lahko ta njena besedila primerjal, ampak on je naredil naslednje. Torej, vzel je besedila, tiste njene SMS-e, ki jih je ona, njen telefon, pošiljal od izginotja dalje, od njenega odhoda dalje, in je ta besedila primerjal s tistimi besedili, ki jih ona potrjeno je pisala, še ko je stanovala doma. In je ugotovil ene take zanimive razlike, on je v bistvu naredil celo študijo na eni pravzaprav besedi, na teh zaimkih, na zapisu zaimka teh my oziroma myself, oziroma me, myself. Tako, na ta način. In je ugotovil, da je, če si pogledam, torej, na levi strani imamo tele modre primere, torej tukaj je ona dejansko dosti dosledno uporabljala
tole obliko z Y, my finger, ne vem kaj še, my phone, in tako naprej, myself. Medtem ko v teh sporočilih, ki se pojavijo po njenem odhodu, se pa te oblike kar naenkrat začnejo zelo nedosledno uporabljati. Včasih napiše z Y, včasih napiše z E-em. In to je zelo, zelo sumljivo. In on je takrat prvi postavil hipotezo rekel teh sporočil, ki so se pojavila kasneje, torej po njenem odhodu, ni pisala ona. Njo je nekdo upil in pisal v njenem, spravi z njenim telefonom ta sporočila. In on je v bistvu na potu preiskovalcev na to sled, oni so potem bistveno zožali in začeli zožati krog osumljencev in so potem tudi prijeli tako nek njen ljubimec, ki je imel družino in ki mu res ni bilo v interesu, da bi se nekako razkrilo, da ima afero z najstnico in je to naredil na svoj način. Ampak poleg tega je pa se pravi še nekaj dni zavajal njeno družino in pisal sporočila z njenega telefona. In spet ne. Zdaj, ko vidite realnost teh kriminalističnih preiskav, vam postane jasno, da pravzaprav včasih te močne kvantitativne metode enostavno niso uporabne za take primere. Tako, zdaj bomo pa mi pogledali prav analizo enega besedila v praksi, to je drugo besedilo, ki sem ga delala par let nazaj. En primer, ki je prišel na sodišče in sicer je šlo za en primer, ni tako spektakularen, nobene krvi na mati pa takih zadev, ampak je šlo v bistvu za en primer finančnega kriminala, tega je pravzaprav več, kot bi si človek predstavljal, in sicer v nekem podjetju, kjer je prišlo do nekih spornih praks, torej v bistvu je šlo za neko sporno črpanje evropskih sredstev, ogromno so počrpali ven, in to prikazali na nek popolnoma drugačen način in ta primer je potem prišel na sodišče. Problem je bil pa v tem, da je predsednika nadzornega sveta so obtožili, da je on v bistvu bil tisti, ki je dajal navodila, kako naj se na ta sporen način sredstva črpajo. On je pa rekel, jaz teh navodil nisem dajal. In obstajali so te dopisi, več teh dopisov je bilo, kjer naj bi bil on podpisan, torej naj bi bil on avtor teh besedil in on je rekel, jaz tega nisem napisal. In od tukaj naprej se je vlekel primer. Zdaj si vam bom približno pokazala, seveda v anonimizirani obliki, zakaj je šlo, da si ustvarite približno neko nek vtis, za kakšne dokumente je šlo. Torej, šlo je za neka ta sporna pooblastila, kjer naj bi ta obtožena oseba, torej oseba A, naj bi pooblastila osebo B, to je bil njegov sodelavec v podjetju, da se z neko tretjo osebo, torej osebo C, dogovori za te sporne posle, torej za to problematično črpanje sredstev. Potem bo pa ta tretja oseba, oseba C, pripravila vso potrebno dokumentacijo, zato da bomo pridobili ta sredstva. To osebo C bomo nagradili z 10% tega denarja in pa seveda ta tretja oseba, ki ima podjetje, bo pa izstavila račune v bistvu za neke druge storitve, zato da bomo lepo naredili krog. In krog se sklene in vse bo v redu. Torej, ampak oseba A je rekla, jaz teh dopisov nisem napisala in jih tudi nisem nikoli videla. In mene so vprašali, ali jih je ali jih ni. Moj odgovor je bil, nimam pojma in tudi nimam nobene metode, da bi kar odgovorila na tak način, da bi rekla, ja jih je ali pa ja jih ni. Kaj sem naredila? Zato pravim, da vsak primer posebej je treba narediti neko zasnovo raziskave, pa vidimo, kam približno pridemo. Torej, kaj smo lahko naredili? Prosila sem za besedila, ki pa potrjeno je pisala oseba A. Vzela sem besedila, ki jih potrjeno je pisala oseba B, tista, ki je bila tudi vključena v ta postopek, in pa seveda ta NN, torej besedila neznanega izvora. In to poskušaš potem primerjati med sabo. Narediš tisto, kar v dani situaciji lahko. In pogledaš, zdaj nas najbolj zanimajo ta besedila neznanega izvora, ti sporni dopisi. A so bliže osebi A, torej besedilom, ki jih potrjeno je pisala oseba A, ali so bliže besedilom, ki jih je pisala oseba B. Tu pa lahko naredimo. In zdaj pridem na vrsto. En tak mogoče malo bolj zoprn korak, predvsem zato, ker je pa pomemben, zakaj? Zato, da vidite, kako kljub vsemu lahko izvedemo tudi kvantitativno analizo besedil,
mi smo jih imeli dovolj. Besedil, da je tudi kvantitativna analiza prišla v poštev, pa tudi zato, da vidite, kako se sploh v bistvu pride v globino besedila s temi kvantitativnimi metodami analize. Pa bom poskušala vse to razložiti. Bomo še kaj časa, imaš globino? Še 5 odlično, super, bomo prej te 2 ure zaključili. Super. No, kaj v bistvu naredimo? Imamo 2 taka ključna koraka. Prvi ključni korak je priprava besedil, ta drugi bo pa potem sama kvantitativna analiza. Ampak kvantitativne analize ne moram pojasniti, če vam ne povem, na kakšen način je treba ta besedila pripraviti. Torej, mi vzamemo ta besedila, jih digitaliziramo seveda, vsa ta besedila osebe A, besedila osebe B, besedila neznanega avtorja, tista ta sporna. In potem jih prepustimo računalniškemu programu, zdaj imamo mi že na voljo zelo lepe programe, več tudi za slovenščino, ki naredijo kaj? Vzame besedilo, recimo mi imamo to besedilo, vse kadrovske, poslovne, investicijske in finančne odločitve so bile obravnavane na teh sestankih in bile sprejete soglasno. Ta program naredi naslednje. Recimo, tukaj imate samo besedo odločitve ponazorjeno in vsaka od teh besed dobi en kup enih oznak. Temu postopku se reče obliko-skladenjsko označevanje in to vas bo zdaj spomnilo na tiste učne ure slovenščine iz osnovne šole. Kaj naredi? Recimo, vzame besedo odločitve in mi pripiše neko oznako S-O-Z-M-I, pa poglejmo, kaj to pomeni. S pomeni, da je to samostalnik. O pomeni, da je to občno ime, da ni lastno ime, Marko Miha. Z je, da je beseda odločitve ženskega spola, ker so tiste odločitve. M je množina, tiste odločitve, in pa I je imenovalnik. In a se spomnite tiste besednovrstne analize, mama je šla v trgovino, mama je samostalnik ženskega spola, imenovalnik edina. No, to je to, to je ta besednovrstna analiza in on vse to avtomatsko za vse besede, vseh besedil naredi, v nekaj trenutkih. Pa ne samo to. To je tisto, česar se spomnimo, pove tudi, kako kompleksne so določene povedi, recimo prešteje, koliko je veznikov, lahko ga vprašaš, kako so povprečno dolge te besede, kako povprečno dolge so povedi, ali je več podrednih veznikov, ali več prirednih veznikov, in vse take zadeve. Tiste predloge, ki smo imeli prej, med vilicami in krožnikom, lepo od krožnika, vse to nekako lahko označi ta program, prešteje in kar naenkrat. Mi nimamo več opravka z nekim takim besedilom na tej površinski ravni, vse kadrovske odločitve so bile sprejete soglasno, ampak kar naenkrat mi vidimo noter, v globino tega besedila. In lahko se res vprašamo, rečemo, ta avtor pa uporablja, za 15% več pridevnikov kot pa ta drug avtor, ali pa ta ima pa za 30% bolj kompleksne povedi kot prvi avtor in tako naprej. In to je tisto, kar nas v resnici zanima. Tega ne moramo videti, ko samo beremo besedilo, tudi če ga natančno beremo. To je bil ta prvi korak priprave besedil. Potem je pa še drugi korak, torej ta sama kvantitativna analiza, ki temelji na pripravi besedil. Tukaj se pogovarjamo pa o enem postopku, ki se mu reče, da zračunamo značilke. Značilke so v resnici, to je izraz iz računalniškega tudi jezikoslovja, to so features, to so v bistvu lastnosti besedila, ki jih lahko predstavimo na neki kvantitativni ravni. Se pravi, če nekomu rečete, da ima, napiše spis, pa mu rečete, ti imaš pa res bogato besedišče ali bogat besedni zaklad, ti v resnici lahko to predstaviš, tudi izmeriš. Izmeriš, kako raznoliko besedišče nekdo uporablja, kako pogoste besede uporablja, pa redke besede uporablja, in predvsem, kako različne besede recimo uporablja, ko da jih nekako grupiramo v 2 skupini. Enim se reče leksikalne značilke, te so bolj vezane na besedišče, medtem ko ta druge so pa berljivostne, ki so bolj vezane na to kompleksnost povedi, povprečno dolžino povedi, ali več podrednih veznikov, ali prirednih veznikov, ali več enostavčnih povedi in tako naprej, kakšni so pomožni glagoli in take zadeve.
No, ampak v resnici, kar je pomembno si od tukaj zapomniti, točno, mi smo besedila torej najprej označili, tisto globino jih je označil, potem pa lahko vse te lastnosti v bistvu izmerimo. In to si želimo narediti. Zdaj vam bom pokazala samo en izsek, kaj se je zgodilo torej, s tistimi našimi, s to našo primerjavo. Torej, tole bom takoj razložila. Tukaj imamo 3 barve, 3 različne modre. Tista ta najtemnejša spodaj so besedila neznanega izvora. Potem imamo pa na vrhu imamo neko srednjo modro, to so besedila osebe A, in v sredini imamo to najsvetlejšo modro, to so besedila osebe B. In če pogledamo samo te leksikalne značilke, ki so povezane z raznolikostjo besedišča, torej to je neka, v bistvu zadnja neka preprosta formula, mislim, da mu rečeš, najprej šteje vse različne besede v besedilu, pa naj jih deli številom vseh besed v besedilu. Zadnje so v bistvu preproste formule, če tako pogledaš. In kaj vidimo, v resnici, bom tebe pokazala, ker to dvakrat je podobna formula uporabljena, samo da je enkrat na delež različnih lem, to so tiste osnovne oblike besede, kot jo najdeš v slovarju. Če boš rekel sem šel, za obliko sem boš našel v slovarju geslo biti. To so tiste osnovne oblike, to so leme, delež različnih lem, tukaj je pa ista formula aplicirana na delež različnih besed. Podobno, in kaj se zgodi? Tale neznana besedila, ta najtemnejša modra, vidimo, da so recimo vsaj po deležu različnih besed bistveno bliže besedilom, ki jih je potrjeno tvoril avtor B, kot pa besedilom, ki jih je potrjeno tvoril avtor A. Tisti, ki so ga primarno obtožili, da je bil avtor teh besedil. To je v resnici tisto, kar lahko pokaže taka kvantitativna analiza. Potem pa vam pokažem še en izsek kvalitativne analize, s tem, da sem izbrala tak primer ločila, zaradi tega, ker se mi zdi, da se najlažje skrije kakšne osebne podatke. In sicer recimo vejico. Tukaj imamo 3 stolpce. Vidite, prvi stolpec je neznani avtor, drugi stolpec so besedila osebe A, tretji stolpec so besedila osebe B. In kaj smo ugotovili, ko se še odprej spomnimo, smo rekli, v vsakem besedilu puščamo svoje sledi. Se pravi, mi hočemo ali nočemo, bolj ali manj konsistentno puščamo neke sledove. Kaj sem najprej pogledala? Pogledala sem, kakšne so sledi v teh dopisih, kaj so specifike tistih besedil, ki so v resnici najbolj sporna. Na ravni ločil sem opazila 2 stvari. Torej, te dopisi, sporni dopisi, so posebni, zato ker kar pogosto manjkajo vejice, po drugi strani so pa kar pogosto tudi vejice, kakšne vejice odveč. In pogledamo, recimo, kakšen tak primer. Tukaj v dopisu je bilo za opravljene storitve, pa manjka vejica, vidite, potrebne za razpis, vejica, se nagradi tretje podjetje, to tretje osebo C. Ko sem gledala, v besedilih, ki jih je potrjeno tvorila ta oseba A, izpusta vejice ni bilo. To se enostavno ni pojavilo. Potem je pa pri besedilih osebe B, so se pa na podoben način spet pojavili izpusti vejice. Sem bil presenečen nad vsebino ovadbe in očitki navedenimi v njej. In spet manjka vejica. Se pravi, se nam v bistvu potrjuje tista kvantitativna analiza odprej. Se pravi, so besedila osebe B bistveno bolj podobna tem spornim besedilom, kot pa besedila osebe A. Potem imamo pa še en primer te redundantne vejice, se pravi, prevedemo še kakšno vejico dodatno, da je slabo premalo. Torej, oseba A kot predsednik izjavljam, tam ne bi potrebovali te vejice in jo imamo še enkrat tudi na ta način, da bo zazihar, da imamo raje kakšno več. Tudi pri osebi B, torej pošten solastnik, tukaj ne potrebujemo, bi po mojem mnenju podprli. Tako da vidimo, da se tudi na kvalitativni ravni se je izrazito pokazala v bistvu ta konsistentnost, to, o čemer sem na začetku govorila, da so pravzaprav tako v dopisih prisotni neki sledovi, torej nekega avtorja, ki se potem vlečejo skozi vsa besedila, torej avtorja B. In to se je tudi potem kasneje pokazalo tekom tega procesa, je tudi avtor B povedal, da je tvoril ta besedila, da ni bilo treba
ne vem, kako dodatno utemeljevati in dokazovati, ker se precej hitro zadeva razpletno. Tako da nekako dobite vtisa, kaj se pa kljub vsemu da narediti. Ampak bi pa tukaj zdaj, mogoče še kot zadnji primer, pokazala še en primer, kjer je pa izrazito kvalitativna analiza prišla v poštev, zdaj, ko smo se tukaj ustavili. Zaradi tega, ker se mi zdi pomembno, da začnemo razmišljati o tem, kaj vse še lahko povemo o besedilih, če se jih lotimo na pravi način. In sicer zakaj je šlo? Šlo je za en primer, sodni primer, kjer se je McDonald's lotil, so tožili eno škotsko verigo Quality Inns, zato ker je ta škotska veriga hotelov, oziroma škotsko podjetje, je lansiralo eno verigo hotelov, poceni hotelov, v bistvu motelov, obcestnih nekih motelov, ki so jo poimenovali McSleep. To so bili cenovno ugodni hoteli, blizu avtoceste in tako naprej. In McDonald's se je lotil te verige, oni so rekli, čakajte malo, ne morate vi zdaj uporabljati tega imena znamke, McSleep, to je vendar, naš brand, tega se pa ne morate iti. In seveda, to drugo podjetje se je začelo braniti, in so rekli, čakajte malo, ne morate spregledati, so najeli tudi pač jezikoslovca in on je utemeljeval, tukaj so zgodovinski razlogi, v bistvu gre za star škotski morfem, ta M, ki ima v bistvu isto funkcijo kot Sun, Johnson, Ericsson in tako naprej, to ni vaše, McDonald's. Mislim, mi lahko to poimenujemo na kakršenkoli način, glede na zgodovinske argumente. Potem so imeli še en zelo, zelo močen argument in to je produktivnost. Se pravi, da še danes obstajajo nova podjetja, ki jih lahko poimenuješ McCinema, McSurgery in tako naprej. In so bili prepričani, da bodo dobili primer. McDonald's je pa uporabil v bistvu čisto drugačen argument, pa še to moram mogoče povedati, da je v Ameriki v bistvu način dokazovanja, pa izvedeništva, v bistvu postopek izvedeništva večkrat drugačen kot v večini evropskih držav in sicer v Ameriki lahko kdorkoli najame kakršnega koli izvedenca. Se pravi, v bistvu vsak je imel svoje izvedence na svoji strani z področja jezika. Se pravi, McDonald'sovi izvedenci so se pa v bistvu sklicevali na percepcijo ljudi, so rekli, ne, to sicer drži, ampak kar je bolj pomembno, je to, čemu mi rečemo McLanguage. Se pravi, mi smo načrtno lansirali kampanjo že pred desetletji, kjer smo v bistvu ta jezik vzpostavili in otroci zelo dobro vejo, kaj je to McFries in kaj je McFish in kaj je McShakes in zato točno to. In bodo to avtomatično povezovali tudi s tem konceptom, McSleep, in na ta način boste v bistvu vi zlorabili naše ime. In so se sklicevali na to. Ste verjetno že uganili, da je zmagal McDonald's. Ta veriga je morala preimenovati verjetno te hotele, ne vem točno, kako se je primer čisto dokončno razpletel, ampak v bistvu ti argumenti, ki se nam nekako, po mojem, po zdravi pameti zdijo močnejši, niso upeljali, v bistvu niso bili tisti, ki so zmagali. Ma pa en tak zanimiv epilog ta zgodba, ta mi je posebej všeč. Nekaj let po tem procesu, to je bil tak slaven proces, je McDonald's vložil še eno tožbo in sicer proti založniški hiši, ki je v svoj slovar umestila geslo McJob. McJob in sicer zakaj? Kaj to je, ta McJob? To je a low-paying job that requires little skill and provides little opportunity for advancement. In to, zdaj tisti, ki se tudi slovaropisjem ukvarjate, točno veste, kako danes nastajajo slovarska gesla. Tega si ne zamislijo tisti, ki pišejo slovarje. Kako nastajajo slovarska gesla? Tako da morajo biti potrjena z jezikovno rabo.
In v percepciji ljudi se je dejansko ta pojem dovolj dobro zasidral, da to uporabljajo. Ja, dobro, sicer ima bolj take magdžobe, ampak v redu, preživi. Kljub temu, da upravlja službo. Hvala. Da uporablja, da izvaja slabo plačana dela, magdžob. In takrat so torej McDonald'sovi odvetniki rekli, kako si drznete povezati v bistvu to naše ime, s čimerkoli, s tako slovarsko razlago, se gre vendar za star skotski morfem. Ki ustreza pomenu tega morfema san, sej vendar imamo tudi druge, sej ta morfem je še vedno produktiven, in takrat je pa prevladal spet ta argument rabe, percepcije in tako naprej, tako da še danes lahko najdete to slovarsko geslo, ki pa ni bilo odstranjeno iz slovarja. In to mi je to dalo misliti, pravzaprav to je en tak primer, v bistvu ne ugotavljamo avtorstva besedil, pa je šlo vendar za postopek, za zelo pomemben postopek na sodišču. Kakšno v bistvu pomembno težo ima ta argumentacija povezana z jezikoslovnimi argumenti. Kaj vse, čeprav lahko mi doprinesemo drugim področjem, v tem konkretnem primeru pravni stroki, če razmislimo, koliko imamo tukaj znanja na zgodovinski ravni, pri semantičnih analizah, koliko lahko ugotovimo tudi konec koncev na ravni interpretacije, kakšen učinek ima lahko neko besedilo na nekoga, ali je neko besedilo žaljivo ali ne. Vse konec koncev to je srž vseh teh sodnih postopkov, ali je nekdo nekoga užalil ali ga ni. Tako da se mi zdi, da res jezikoslovci ni treba, da se ukvarjate točno s tistim področjem ugotavljanja avtorstva besedil, ampak res lahko veliko še prinesemo, ne samo v pravnem področju, ampak tudi ostalim strokovnim področjem. Zdaj se res zadeva prevesi v zaključek, samo še, da se spomnimo še enkrat, se to sem kar nekajkrat povedala, ampak toliko, da si zapomnimo, torej, da nekako odnesemo z tega predavanja to misel, da res v vsakem svojem sporočilu pustimo neke sledi. Potem pa tehnično gledano, pa da si mogoče zapomnimo, da je seveda mogoče določiti avtorja nekega besedila neznanega izvora. Lahko določimo torej tudi stopnjo izvirnosti nekega besedila, lahko seveda tudi interpretiramo določene pomenske razsežnosti besedila, seveda se moramo pa pri tem zavedati, da obstajajo pri tem tudi neke omejitve. In sicer predvsem smo tukaj omejeni prvič s količino gradiva, ki ga imamo sploh na voljo, pa potem sploh z možnostjo primerjave tega primarnega gradiva z nekimi drugimi besedili in pa seveda veliko je odvisno tudi od tega, kakšno je število potencialnih avtorjev, ki bi lahko še napisali neko besedilo. Več avtorjev, kot je možnih, slabši bodo verjetno rezultati. To, jaz mislim, da bi bilo vse. Zaključujem samo, če bo še koga zanimalo, z vsemi referencami, ki sem jih pa drugače uporabljala. Če bo kogarkoli zanimalo, si lahko s tem seznamom pomaga in mogoče prebere še kakšno dodatno stvar, če vas zanima. Zdaj se vam pa res zahvaljujem za pozornost in vas mogoče vabim še kakšno vprašanje.